Šolski slovar slovenskega jezika 2021 je prvi slovenski znanstveno utemeljeni splošni razlagalni slovar, ki je namenjen učencem od 1. do 5. razreda osnovne šole. Novost v slovenskem slovaropisju predstavljajo zlasti slovaropisno utemeljene rešitve v zvezi s poenostavljenim otrokovim zmožnostim prilagojenim podajanjem slovarskih podatkov. Slovar obsega 2061 enobesednih slovarskih sestavkov. Dodani so jim frazemi in stalne besedne zveze s slovarskimi razlagami ter zgledi rabe. Glavni cilj priročnika so spodbujanje rabe slovarjev, tako pri pouku kot tudi doma, bogatitev besednega zaklada mladih uporabnikov, usvajanje besednih vrst, zlasti s pomočjo prikaza rabe besede v ponazarjalnem gradivu, pa tudi ozaveščanje pravil, po katerih se besede med sabo združujejo. Poleg tega šolski slovar uporabnike seznanja s slovarsko strukturo in jih tako pripravlja na branje drugih slovenskih in tujih slovarjev, tako enojezičnih kot dvojezičnih. Koncept šolskega slovarja slovenskega jezika je nastal na podlagi izkušenj pri izdelavi splošnega razlagalnega slovarja ter teoretičnih izhodišč s področja slovenistike in didaktike, temelji na uveljavljenih leksikografskih načelih. Glavni gradivski vir je korpus šolskih besedil slovenskega jezika, ki obsega besedila učbenikov, otroškega leposlovja izbranih avtorjev in gradivo šolskih spisov. Obravnavana leksika je tako zajeta iz besedil, ki so za otroke te starosti glavni vir novega knjižnega besedja, ter obsega zlasti jezik leposlovja in osnovno terminologijo pri pouku obravnavanih znanstvenih in strokovnih področij. V geslovnik so vključeni v rabi manj pogosti leksemi, ki so uporabljeni v razlagah. Vključeno pa je tudi družbeno relevantnejše besedje, na primer družina, dolžnost, ekologija, onesnaževanje, podnebje, pravica in podobno. Večji del besedišča, ki je predstavljeno v slovarju, tako sestavljajo besede, ki jih učenci spoznavajo pri pouku. Te besede oziroma njihovi pomeni imajo pred razlago oznake, ki so poimenovane po šolskih predmetih, na primer pri družbi, pri glasbeni umetnosti, pri likovni umetnosti, pri matematiki in tako naprej. V slovar je vključeno tudi osnovno, temeljno besedišče, ki ga otroci že dobro poznajo. Ti slovarski sestavki bodo zanimivi zlasti učencem nižjih razredov, starejšim pa bodo služili kot pripomoček za uvajanje v branje slovarja. Sem spadajo tudi besede, pri katerih se pojavljajo težave z zapisovanjem, na primer glasba, brlog, čevelj ali pregibanjem, na primer človek ali hči. Ta del geslovnika se torej izbira po vnaprej določenih problemskih sklopih, na primer v zvezi s težavami na ravni pravopisa, pregibnostnega vzorca ali onezvenečenja, na primer. Za razlago so navedeni zgledi rabe v obliki kolokacij in povedi. Ilustrativno gradivo utrjuje otrokovo predstavo o tipični rabi, skladenjskih možnostih, vezljivosti oziroma družljivosti besede, zgledi, ki so sestavljeni iz nevtralnega besedja in besedja obravnavanega v slovarju, so načeloma kratki, jasni in premišljeno izbrani, tudi glede na vsebino.